V rokah držim 20 igralnih kart za igro, ki so nekoč po večini igrali v gostilnah in ob večerjih. Imenuje pa se enako kot alkoholna pijača šnops. Z njo pa je odlično seznanjena Nataša Serec. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Če sem že določil, da so šnops igrali v gostilnah, pa me zanima, odkot prihaja. Ste vi kaj seznanjeni s to zgodovino, odkot bi lahko šnops izhajal, prihajal? Ja, po nekih podatkih izvira ta igra z stare Avstrije oziroma Avstro-Ogrske, ki so jo ljudje začeli igrati pri kuhanju šnopsa. Kako prikladno, ne? Zato verjetno je dobila ime. Jaz sem pa prebral eno razlago, ta o nastanku je bila ista, ne? In sicer, da je tisti, ki je zmagal pri tej igri, ne? Da je dobil šilce. Šilček šnopsa. Tako da, če si preveč pa moje zmagoval, ne? Tisti večer si lahko na koncu tudi izgubil, ne? Ja. Povejte mi enostavna pravila igranja šnopsa. Za vse tisti, ki ne vejo, kako bi vi to najlažje opisali? Ja, to je 20 kart, 4 barve. Ja. Srce, žalot, tikev in zelje. Igralec dobi 5 kart, prve 3 izbere aduta, nato še ostali 2. Ostale karte se dajo v talon. In ko igrava med sabo, kateri pobere karte, zakupa vzame prvi karto in potem se naprej igra. In dokoliko se igra, dokler kart ne zmaga, ne? Ja, kart ne zmanjka. Ali pa, ko imaš v talonu 66 pik, oziroma 66 točk, takrat... Takrat ti potem dobiš šilce. Ja. Kako se sešteva potem? Ja, sešteva se tako. Pubec je 2 točki, dama 3 točke. Dama je več vredna od pubeca? Ja. Kralj je 4 točke, 10 je tak 10, as je pa 11. In v bistvu potem lahko igramo to igro na 2, 3, 4, še kaj, še mogoče kakšna posebna varianta? Je ena varianta še 5, ampak to je pa zelo redko se igra za 5. Te igralne karte, ki ste jih danes prinesli v studio, so, se mi zdi, da razen za Prekmurce, za vse ostale rahlo nenavadne, ne? Zakaj? Ja, to so madžarske karte. Poznamo jih v Avstriji, Madžarski, Hrvaški, tudi pri nas v Sloveniji. Tako da v Prekmurju najraje igramo s takimi kartami. Ker potem proti nekomu, ki prihaja iz Gorenjske, vedno zmagate, ne? Ja, to pa ni mogoče, no. Zakaj ste v Moravskih Toplicah oziroma v Prekmurju nasploh še posebni pri tej igri, zaradi tega, ker obstaja celo liga, tekmovanje, prav. To ni samo zgolj in samo gostilniški šport, ne? Ne. Vsako leto imamo občinsko tekmovanje, kartaško, v kartanju šnopsa. To bomo imeli jutri v naši vasi Krnci. Obstaja pa tudi pomurska kartaška šnops liga. So kakšni prav specialci, takšni, ki so nepremagljivi skoraj da? Ne, saj tukaj igrajo od mladih pa do starih. Kdo se lahko vse prijavi na to tekmovanje? Vsi. Vsi se lahko prijavijo. Ne rabi biti iz Krncev, ne rabi biti iz Moravskih Toplic? Ne, lahko so tudi od vas. A res? Ja. Igrali boste kako? Katero igro? Na 2, 3, 4? Na 2. Na 2 boste igrali? V parih, ja. Tako. Torej 2, torej 4? Ne, samo 2. Samo par. Koliko časa potem traja to tekmovanje? Ja, igra je od 1 do 7. Se igra na 2 dobljenivi karti. Mislim, 2 dobljenivi igri. Nagrada verjetno je kaj? Za tistega, ki bo zmagal liter šnopsa? Ne, so pa pokali. Pokali. Prvo, drugo, tretje mesto. Kaj najbolj paše k šnopsu? Pijača. Ja. Šnopček tudi. Šnopček tudi. S čim drugače v Krncih pa v Moravskih Toplicah se še ukvarjate? Verjetno šnops ni tale kartaška igra, ne? Ni edino, kar vas druži. S čimer se družite? Ja, tudi gasilstvo imamo. Se tudi s tem zabavamo, z gasilstvom. Imamo 2 ekipi, moško in žensko ekipo. Kako dobri ste? Ja, smo kar precej dobri. Kje vadite?
vadimo doma v Krncih, sedaj delamo tudi igrišče, kjer bomo tam redno vadili. Moravske Toplice so turistično naselje, turistični kraj, Krnci verjetno malo manj. Ja, v Krnci so ena najmanjša krajevna skupnost v občini Moravske Toplice, tako da nas je samo 65 prebivalcev. Smo pa taka vas združeni. Ja, se pri 65 ljudeh. Ja. Kaj to zgleda tako, da vsakega res čisto dobro pozna, pa ve, kaj bo imel jutri za kosilo? Ja, večinoma ja. Večinoma, ja. Povejte še kaj o Moravskih Toplicah, za vse tiste, ki jih ne poznajo, zakaj bi morda nekdo iz drugega konca Slovenije prišel k vam? Kaj lahko pri vas doživi, česar drugot ne more? Obdanje z naravo. Imamo tudi v Moravskih Toplicah naravni park Terme 3000, kjer se lahko sprosti. Pa seveda, od turizma se mi zdi, da Moravske Toplice pravzaprav živijo, ne? Ja, kaj imate tudi občani kaj od tega turizma, ali imajo samo drugi? Ja, saj imajo nekaj občani, nekaj pa tudi drugi. Tako da je za čisto vse poskrbljeno, ne? Vse. Najlepša hvala za pogovor. Vsi tisti, ki bi pa jutri radi imeli šnops in kartali, pa naj kar pridejo, ne? Ja. Ob 18. uri. Hvala lepa. Prosim.